Usain Bolt, ki bo tukaj star, niti približno ne bo tako hiter. We have the headlamp in the full LED technology. We will also have the tail lamp in full LED technology in the mainstream B segment. No, zdaj smo dali pa skozi še tiskovko, na kateri je bil valjda poudarek na lučeh, ki so se na Oplovih avtomobilih pojavljale skozi zgodovino od njihovega prvega avtomobila pa potem naprej. No, na prvem so bile sreče, ampak pol od prvega, ki je imel nekaj, kar je bilo že približno podobno lučem, to se je zgodilo leta 909. Parafin lamp piše. Veš, kaj to pomeni? To je bil ta Dr. Wagen, s katerim so se tudi jaz pa Jure peljala. Opel Kapiten, izdelovali so ga med letim 64 pa 68 in pol že. Električne žarnice, pejmo naprej. 68 luči Opla GT, prve halogenke. No, potem pa fast forward do leta 2015, jaz ne vem, če se spomniš, ampak Astra je bil prvi avto svojega segmenta, ki je ponudil matrične LED žaromete, kmalu zatem jih je posvojila seveda še Insignia in to nas je počasi pripeljalo na največjo novico dneva. Opel je oznanil, da so matrični LED žarometi, to je tisti, ki se non-stop prilagajajo glede na razmere na cesti, glede na vozila, ki prihajajo nasprot ali pa na vozila, ki jim slediš. No, te matrične LED žaromete bo kot prvi ponudil v B segmentu. In to je segment, v katerem nastopa Corsa. Evo, da ti pokažem, lej, takole zgleda, mislim, bo zgledala na serijskem avtomobilu zadnja luč, takole bo zgledal pa žaromet. Zanimivo, a? Za piko na i nas je pa Opel povabil še v nekaj njihovih klasikov. V tem trenutku sedim v Opel rekordu iz 60-ih. Tehnologija luči, halogenke, kaj pa drugega. Zdaj pa lahko tukaj na popolnoma temni progi, ki ni osvetljena niti malo, preizkusim, kako so luči kratke in dolge, svetle včasih. Ja, ne bom rekel, da ni razlike, zato ker je. Pa škaj še fajn, ker se vozimo po Oplovmu testnemu poligonu in na tej stezi, oziroma na tej progi, se podlaga ves čas menja. Najprej imaš lepo, gladko, kot putrček, pa imaš pa vmes blage ležeče policaje, pa simulirane grbine, pa simulirane diletacije, ker recimo na avtocesti zapelješ na most, pa iz njega. Tako da ne testiramo samo luči, ampak tudi podvozje. V enem, vrhunsko. Pa sami smo v avtih. Aha, kupa. Pokažem, kako se naprej vidi. Bolj mal. Ajde, bom dolge dal. Malo boš pa je, a? Tegale pa komi čakam. Next up, Kadett Rally. Glej, to kjera nalepka na Opel Power, come on. Školjkasti zici v ramenih nič uprijema. Take luštne školjkice so, glih moja ritka noter paše. To je pa dirkalen avto. Druga zgodba. Takoj čutiš odzivnost avtomobila. Koliko bolj komunikativen je od česar, koliko sem danes do zdaj pelil. Stari, pa ta avto gre, alo. A se mene sploh kaj vidi? Pa se vse. Sploh ne vidim na števce. Tema je. Čakaj, a me zloči sploh požgane. Pred mano pa Opel rekord. Pa je se solid. Pa le kva vse je kle parkiran, stari. Mal na levo poglej. Vidiš? Tega sploh kazati ne bi smel. Kadett GSI. Gospod kancler. Ja, od Schmidta. Si res? Pa kadil ste noter. Se čut mal. Jure pa Ciril sva. Nežna bova, ampak nič mu ne bo ostala dolžna. Avto nikoli ne smeš dolžen ostati. Ne, števčke pa pokaž. Evo, če je slučajno kdo pozabil, Kadett GSI je imel digitalne števce. A si pozabil, ne? Priznaj, da si. Pali! Nekaj pa dal od sebe, a? Marija, škaj Ciril? Da smo malo tihnu, a? Malo hitco v Inkvar pelala, hotel nekaj povedati, pa si je kar premislil. Mislim, ta Oplova steza ima v triki. Eno zdaj pa veš, ne, sam še finale mi ostane. Čakam, da se pripele. Evo ga. Opel GT, danes boš pa moj. Hočem ti reči, veš, ko si mlad, pa začneš brati revije, pa spremljati avtomobile tako ali pa drugače, je ena peščica tistih avtov, ki si jih od prvega trenutka, ki si jih videl, želiš peljati res močno. In Opel GT je eden izmed tistih avtomobilov. In zdaj končno sedim v njem. Volan je ekstremno majhen, lesen, aluminijasti trikraki. Jaz se tudi, kaj sem luč držim. Prostora praktično nič, moja leva rama se naslanja na vrata, stopalke so pa takole na knap skupaj. Jaz imam gor te navadne superge, pa mi je malo žal, da nisem vzel kakšnih unih
dirkaških copatkov, a veš? Posledično tudi ročica menjalnika, ne vem, če se vidi čist bliz volana, koliko je to, vidiš? 10 cm narazen. Jure, jaz grem kar malo po hodu, veš? Zeleno luč malo. Konjev, nič več. Pa stari, sklopka pa bremza so čist bliz, jaz si po čevljih hodim. To je, ko greš z damo prvič plesat, moraš paziti, da ji nastopaš na nokco. O, Marija, pomagi. A veš, kakšen lep občutek je? Samo v temule GT-čku prav slišiš zobničko diferencialno. Prav slišiš jih. A jih slišiš, Ciril? Zdaj prešalite. Pismo, avto je čvrst, ke 100 mater. Pa ne čvrst za leto, ke je on ven prišel. Čvrst za leto 2019. Usain Bolt, ki bo tok star, niti približno bo tako hiter. Do blokade? Ta avto nima blokade. Ok, da naredim en povzetek. Najprej ena stvar. Vedno, ko se usedeš v avto, ki te je tako ali pa drugače impresioniral že desetletja nazaj, v tem primeru Opel GT mene kot otroka, je bojazen, da ko se boš noter usedel in ga dejansko zapeljal, da boš malo razočaran. Zato, ker si vajen novih avtomobilov ali pa novejših avtomobilov, sodobnejših tehnologij in s tem povezanih tudi voznih lastnosti. Moram reči, da sem izredno vesel, ker me Opel GT ni razočaral niti malo. Pa druga stvar, sem smo prišli zaradi luči. Fajn je bilo videti svečke, pa fajn je bilo primerjati tehnologijo od halogenk do ksenona, biksenona, LED žarometov, matričnih LED žarometov. A veš, je treba vsake toliko časa malo oči odpreti, pa pobrskati malo po zgodovini, pa končno se tudi okrog sebe ozreti, pa pogledati, na kakšen način Opel kot znamka prispeva k razvoju, kot gonilo avtomobilske industrije. Zdaj vzem recimo Astro. En dan so bili matrični LED žarometi stvar prestižnih, izredno dragih avtomobilov, drug dan si je lahko dobil v Astri. Take stvari je treba spoštovati. Pa ne samo to, zdaj Opel enako, praktično identično tehnologijo, sejl v B-segment, Corsi. Ne ti meni malo pleha, malo žice, a prav? Če nisi fan, še ne pomeni, da so slabi. Veš? Zato, ker je glih nasproten. Fejs dobri so bili, pa še zdaj so. Ok, pa že malo bluzim. Dosti je bilo za danes, a? Ajde. Jaz, če bi bil vampir z Gorjancev, bi mu točno ta avto. Če bi bil vampir z Gorjancev? Ja, no, tako se je reklo, a veš. Ne vem. Kakšne dolenjske fore so to?